Pač obsojen sem, imam večjo kazen, dolgoletno, že sem dolgo na prestanju. Sem se bil premeščen, ne, kot naj bi bil tu ful dober oddelek, da pač imaš več ugodnosti, da je boljše osebje, vse, ne, da je bolj človeško, ne, da imaš boljši režim prestajanja. Ne. Ampak nažalost ni se tak. Ne. Tu imajo ene take zakone, ko me ful moti, pa pač tudi druge, samo drugi si ne upajo spregovoriti. Ne. Glede tega enih, da vam naštejem, fuzbala pa to nič ni, nobene športne aktivnosti ne smeš na fuzbal iti in nimajo tu igrišča, fitness dopoldan je zaprt, sploh ne smeš noter iti dopoldne, tu če si fraj, neko ne delaš, popoldne se pa si nagnetejo noter tisti, ko nigi nikjer ne delajo, pa sploh ne moraš niti trenirati, kaj preveč ljudi noter, pa mala soba je. Ne. TV sprejemnika nimamo, že 2 leti tu ni, ne moreš sploh gledati, kaj se zunaj svetu dogaja, nisi obveščen s tem. Ne, nisi s korakom v času, se pravi, sploh ne veš nič, kaj se zunaj dogaja, zunanjim svetom, kaj nimaš. Telefon je dovoljen, pa to internet, ampak ti ne moreš tam gledati televizije, pa ne moreš nič. Ne. To so take časopisa ne dobivamo, v drugih zavodih se dobijo dnevno, da lahko prečitaš te časopise, tudi na Dolenjskem zaporu. Ne. Ne smeš niti hrane si pogrevati, ne, v drugih prostih oddelkih si lahko pečejo bilo kaj, tu si ne smeš niti sendviča segreti, ne smeš absolutno nič, nikjer ne smeš jesti na nobeni mizi, samo v sobi kao, ne. Zdaj pa, če imaš muslimana v sobo, ti pa prineseš svinjsko meso noter, ga žališ, ne, in s tem je konflikt, ne. In smo že imeli te konflikte zaradi tega, ne. Potem na vseh drugih oddelkih, na Dobu, Puščava, na polodprtem, celo na Igu, vse posodi se lahko peče, se lahko pripravlja hrana, tu se ne sme nič, ne, niti pogrevanje. Pol v sobo ne smeš drugemu iti na obisk, ne smeš se družiti v sobi. To se pravi, vse omejuje. Pol domske in to nikoli ni, da bi se pogovarjali o tekočih vprašanjih, mislim, težava pa to domske še ni bilo, jaz sem že tu 6 mesecev. Ko ležiš v sobi, ko prideš čista zmatrana, jaz delam v štali pa to, ne smeš se niti pokriti čez noge, pa zdaj, ko je zima, ko je mrzlo. Tako da to je ful katastrofa. Ne smeš niti imeti tiskalnika, pa nič, da bi lahko kaj napisal komu, ali kaj to vse ne pustijo, kaj sem v zaprtih oddelkih skozi imel. Na obiske z družino ne smeš iti ven, tako v drugih zavodih, ko lahko greš nekam pojesti nekaj, ali pa nekaj miro spiti se pogovoriti, tu ne pustijo tega. Na drugih, na Igu imaš, pa tam pa imaš, recimo, kaj se ta reče, na Dobu, na polodprtem, ali pa na oni, kaj je že tista Puščava, ne. Tako da to je, kaj se tega tiče, ful to nekako ni neprijetno. Ne. Pol kadilska soba je, tam je notri 15 ljudi, jaz pridem zjutraj dol kavo piti, jaz sem nekadilc in prideš tisto sobo, notri to ne vidiš, niti ki so vrata, tako je zakajeno. Za nekadilce nimajo prostora, ki bi lahko človek kavo miru spil zjutraj, preden greš na delo. Ne. Bil sem zdaj premeščen, ne vem kako to, pisal sem pol leta skoraj, da bi šel v drugo sobo, ker so eni bili tam neurejeni, umazani, so školjke posrali so mimo tak in me to motilo. In da se bi izognil nekim težavam, pa kreganju, sem pač prosil pravnico, pa 6 mesecev me ni ugodila, no hvala Bogu, zdaj je tele mi ugodila, ne, da me je premestila v eno drugo sobo, zato ker tam niso držali te higiene, eni se sploh tuširali, niso in me to motilo. Poleti je bilo 38-39 stopinj po sobah, nismo smeli enega ventilatora imeti, da bi se človek ohladil. Nisem si smel majice sleči nikoli, niti dopoldne, niti teč ne smeš, ko je sprehod, pa ne smeš dopoldne teč, nobene športne aktivnosti, da bi nekaj laufal pa to. Z majice sploh ni sleč, kaj ti uze dobiš. Še celo živali v štali imajo ventilatore, kaj tako vroče, mi pa nismo smeli imeti nič. Ne. Pol, kaj so te recimo, določeni imajo pač privilegije, ni jim treba štalo iti, pa opet imajo vse, pa se izmišljuje tam pri zdravniku, da dobijo to potrdila, da ne sme nič dvigovati, a v bistvu fitness hodi, vse hodi, pa lahko zdigavlja, ne vem kaj, ne. Jaz sem šel, pa tudi če imam pruh, pa ne pridržujem se, jaz sem delal človek, tudi zunaj sem skozi delal, nikoli nisem bil neki po izolaciji, mislim, da bi bil po totih socialnih, pa to, da bi, jaz sem skozi hodil v službo, ne. Štali sem tam, delam, pridem sem, že inštruktori so korektni, v redu, ni mi nič težko delati, tako da tam sem ocenjen kot priden delavec. Pač glavnem, kaj bi jaz rad, da bi bilo malo bolj človeško to, pa da bi dali te
od športa pa te ene stvari, da bi nam dovolili, na kantinu tudi samo dvakrat lahko greš na teren, pa to še ena trgovina tam, ki je najdražje, ne, pa taka mala, da ni neke izbire. Ne. In to imamo 1 uro, moraš leteti ta pa nazaj. Ne. Kaj sem še, mogoče sem še kako stvar, zdaj pač spusto, ampak to so take stvari, kaj ful vse druge moti in mene, ne, zato ker opet je to neki prosti režim, to bi moglo malo boljše biti za te, ko so pridni. Ker neki držav tu se ne dela, ne, noben ne dela neki držav. Ne. In jaz ne vidim, zakaj bi moglo tako represivno biti, pa vse proti nastrojeno, nič jim dati, pa dajmo jih čim bolj mučiti, pa tako. Ne. Zakaj ne bi normalno, kjer so pridni, pa hodijo v službo, pa se držijo reda, zakaj ne bi ti bil obravnavan boljše kot en, ko v celo življenju nič nikoli noče pozitivnega narediti. Ne. Pa tu treba človeka pripraviti pol, ko ti greš ven, da boš ti imel neko perspektivo, kam boš šel delati, da se neka služba išče, da se socialno zagotovi neko stanovanje, ki boš prespal, zato se pa imamo povratnike, ker nič ne poskrbi za to. Ne. Samo spustimo ga ven, pa ne se znajde. Ne. O to bi država, pa toto ministerstvo, pa se moglo malo bolj neki program izvesti, da se te ljudi, če nima službe, pa nima interesa, da kam bo pa tak človek šel, to se treba malo vprašati. Ne. Mi moramo nekaj imeti, neko podlago obsojenci, da gremo ven, da se bomo zaposlili, zato pa grejo krasti, kaj pa drugomu preostane, če mora jesti. Ne. Če pa ima neša zagotovljeno stanovanje, pa neko službo, bo pa tudi tak človek se malo zamislil, gledaj, reši, bom šel delati, ne bom šel več zapor. Ne. Če pa ti nimaš druge izbire, pa pač greš krasti, tako delajo ljudje, ne, da preživijo, kjer imajo družine, pa tudi, če si sam, se nekaj moraš jesti. Ne. Sistem ne deluje pri nas. Ne. Pa to nekoga samo že na začetku prvo spoznaje obsojenca, pa pol ga kaznuje, ne pa že prideš, pa si takoj kaznovan, ali si črn, ali si bel, ali si ne vem, imaš tako kaznivo dejanje. Oni te takoj, tisto, kak bi rekel, nisi enak pred drugimi, se pravi, diskriminacija je to takoj. Ne. Jaz sem tu prišel na tako negativno, takoj sem videl, da so proti meni, nič mi niso hoteli ugoditi, prvo, ne, pa tako, ne, pa sem na lep način jih prosil, da nočem težav, da grem delati, pa neš, ampak ni se dalo. Zdaj se je direktorica malo premaknila, hvala Bogu, na boljše, ampak upam, da bo s cajtom vse nekaj od tega, kaj sem jaz rekel, kaj vsi imajo želje, pa nekaj prošnje, samo kaj ne upajo, ker se jih bojijo, ne. Noben se ne upa izpostavljati, ne. To je to, ne. Mogoče bom tudi jaz imel probleme z njimi, ne, pa mu je tam nekaj premetaval, pa ne vem, pa me provociral, ne. Vse ne vem nikoli, ne. Ampak to bom vam tudi javil, če bom imel težave zdaj po totem intervjuju, ne. Zato, ker vsak človek ima pravico, da pove svoje mnenje, pa da se pritoži. Tu nekega sklepa nič ne dobiš, če kaj ne štima, nimaš se kam pritožiti. Ne? Kaj se pa tiče, ne bom rekel, da so slabi, ne? Ampak lahko bi bili bolj človeški glede enih stvari. Ne? Jaz časih jem doli, pa se dere paznik na mene, da ne smem tam jesti pa to. Ki pa ne jem, ne? Veš, malo je, pa ne smeš biti sobi, pa ne smeš biti doli, pa malo je to vse nekaj skregano z logiko. Ne? Veš. Ob 6 ne smeš sobi več 6 pa 15 biti prepojsli, doli pa tudi ne smeš tam nekaj hojiti pa okrog. Ne? To je to malo. To me malo, da te kar bega več, da ne veš, kaj lahko pa kaj ne. A v bistvu si ti na prostem režimi. Ne? Pa ne smeš biti pokrit z deko, pa 100 eni stvari je. Ne? Pa doli si lahko do pol 10, ko se kadi, pol pa kam bo šel kaditi. Za kadilce ni. Tega tam po WC-ji se skrivljajo, pa ono, veš. Adijo. Pa mize so velike, pa ne smeš nigi jesti. Samo sobi lahko ješ, sobi imaš pa tisto malo mizo, pa tako se namenil. Naj imaš muslimana notri, pa ti pa brije svinsko meso notri, pa je on rekel, da ga žališ, pa da provokacije delaš. Ne? To so take stvari, ne. Dost stvari nočejo, ne. Pa za noben šport ne moreš, ne, te pravim. Ni fuzbal, nič ne smeš igrati, drugi pa imajo na dobu, vse posod na igru, vse posod imajo igrišče. Kostanje so si pekli, vse živ, to nikoli nič ne obstaja. Nikoli nič. Samo pač tisto treba nekomu vzeti, pa treba ga v Maribor. Oni imajo tu režim z Maribora. Se pravi, ali nekdo vodi to. Ne? Ko da imam občutek, da oni samo tu so pač podružnica, pač, da oni to pač izvajajo, kaj jim nekdo drugi naroči. Ne? Ker pazniki, niti direktorca ni tako slaba, ampak jaz imam občutek, da i ne še drugi jim tu neke, ko da bi jim naročil, kak morajo biti. Ne? Oni so tu igrani, ko neko moštvo na fuzbale, ne? Točno vse tako delajo, kot da bi jim neše dirigiral. Ne? Ker ne verjamem, da so toti ljudje tako slabi naravno, ne? Da zdaj nič ne postijo, pa nič, pa, ker mogli bi se oni vprašati, oni bi se mogli po centralnih pa drugih zaporih malo tudi, ne? Zakaj ne bi bilo vse enako?
Zakaj pa pol tu ni? Če je tu vse tako po zakonu, pa to, zakaj pa ene druge stvari ni tu, da bi lahko šel na baliranje, recimo enkrat na mesec, če si prijem, če v drugih zavodov ni, ne, tega. Drugi zavodi pa imajo in grejo fuzbal špilati, vse tu pa nikoli nič ni. Kjer drugi zavodi ste že bili? Sem bil že na Dobu, v Mariboru sem bil, tam sem tudi imel težave. V glavnem, bil sem in na Pošetovi, tam je dober zabor, dobro vodstvo. Tudi na Dobu ni bilo tako slabo vodstvo. Ne? So se dali kaj povedati, pa tudi šport so bolj podpirali, tu pa nič. To je to. Kaj pa kaj razlika med odprtim pa zaprtim oddelkom? Ni nekaj dosti razlike. Ne? Res, da si fraj, ampak si pa pod pritiskom. Moraš vse paziti, kaj delaš, pa kak rečeš. Ne smeš nikomu nič reči slabega, niti paznikov, kaj takoj ti lahko vze napiše, ne, za vsako stvar, če. Ne? Se pravi, tudi da te dobijo na piko, oni te 14 dni spakirajo. 14 dni greš, še prej. Samo da enemu pazniku narobe nekaj rečeš, ali pa, ne vem, gotov si. Tu moraš biti zelo previden, nekaj rečeš. Kaj pa po vašem mnenju namen odprtega režima? Namen odprtega režima je po moje, pa kaj sem videl tudi na Dobu, pa na Igu, pa to, pa drugih, pa na Puščavi tam dol na Dolenskem, je to neka resocializacija, pripravljanje v vklop nazaj v družbo. Ne? Se pravi, da ti priješ neko osnovo, da se veš obnašati, da veš, da ti moraš neko delo iti, da boš imel za hrano, da boš neki avto se registriral, pa nekaj. Ne? Tu pa ni še nič ne dela na tem. Tu samo te brsnejo včasih, kaj ni še socialno ne dobijo nič. Tudi socialno bi se moglo malo klopiti, ne? Pa pomagati. Ten obsojenca se neki stanovanje najde, da se zaposli, ne? Pa bi bilo v Sloveniji manj kriminala, pa teh, ne? Samo, ker se ni še s tem ukvarja. Veš, še cigani dobivajo socialno podporo. Jaz se nikoli nisem rabo, ker sem skušal delati, ne? Oni samo za tujce skrbi naša država, ne? To ti Golobček naš pa še taki, ne? Samo za to, ne? Za svoj narod pa ne poskrbijo, ti prvo za Slovence poskrbite, ne? Država, pa pol idite tujcom pomagati. Slovenc en drek dobi, ko je težava, ne? Ja. Zdaj pa nekaj tujcom, pa takoj treba Jurija dati, pa kak so bogi, ne? Te pa vidiš, da se tam vozijo z novimi BMW, pa X5, pa ne vem kaj se, pa ne vem telefone za 2 Jurija, ne? Slovencom pa nič ne pomaga, ne? Če je v težava. Koliko družin je brez vsega, pa nič ne pomaga država. Pa imajo otroke, pa res nimajo za jesti, ne? To je to, cela država je problem, ker je sistem, kako deluje, ne? Pa toliko pluvljajo čez tega Jankoviča, pa to, pa jaz mislim, če bi Jankovič vodil državo, če glih je čefur, bolj bi ga ljudje imeli radi, pa spodpirali, pa več bi naredil, ne? Torej, kjer konkretne zadeve bi predlagali za odprte oddelke, da bi bilo boljše za... Da si lahko hrano pripravljamo, to mi je najbolj pomembno za vse, ne samo za mene. Potem, da imaš šport, da lahko greš enkrat na teren neki fuzbal špilati malo, da človek neko kondicijo ima, pa da si koliko tok, ne pa da samo ležiš gori, pa samo kavo piješ, pa čike, pa te crkneš, ne priješ ven. To se pravi, da lahko si kaj spečeš, pol šport, trgovino, da imamo večkrat, ne? Pol sem še omenil to, ventilatore, da nam pustijo poleti, ker je vroče tak, pa ni enega ventilatora. Televizijo bi bili srečni, da bi imeli, da lahko gledamo Pop TV, ker zdaj ni. Ne? Sajtike, da dobimo tu pa tam, da malo kaj prečitamo. To je pomembno, ne? Rekli ste, da so bili še v drugih zaporih. Kakšno pa kaj je vlaganje v infrastrukturo v zaporih? Ja, zdaj jaz bi rekel tu, da po Šetovi pa to se je dosti kaj menjalo, pa popravilo, sem bil tam, pa tudi na Dobu se skozi, tu pa nič ne vidim, da se kaj da popravilo. Nič. Vse ostane, ne vem, ali ne smejo nič popravljati, in dol ne še sredstev ne da, denarja, ali kako to gre, se ne vem, jaz nisem strokovnjak za to, samo tu se nič dosti ne popravlja. Ne? To je to. Pa se vam zdi, da razumno, da se vlaga toliko, naprimer v Dob, pa ostale ustanove, medtem ko odprte oddelke se pusti bolj ali manj v takem stanju, kot so? Mogli bi se tudi odprte oddelke malo kaj zrihtati, ne? Pa menjati, ne vem, kakšne stare okna, pa malo kaj poflikati, ker pol manj kurjave gre pa vsega, ne. To te oddelke, to te stare bi mogli malo zrihtati, ne. Ker tu je lep plac, pa se pa lahko bi igrišče naredili, pa se, za fuzbal. Samo ni nobenemu v interesu, samo rajši ne daj nič, daj mir, ne. To pa ni. Ljudje so ful za nezadovoljni tu na tem oddelku. Ful so nezadovoljni. Samo ko so vsi take kukavice, pa noben ne upa spregovoriti, ne. Jaz sem poslušal tudi ljudi, non-stop vsaki dan to, ono, tretjo, kak je ona slaba direktorica, kak je oni vodja slab, kak je to.
Niso oni tako slabi, ne? Samo treba z njimi se nekako dogovoriti, pa nekako probati najti skupni jezik. Ne? Se pravi, da malo, če smo zaporniki in zdaj ni treba, da je vse samo nekaj, ne smeš to, ne smeš ono, veš. Ker dosti je odvisno, če obsojenc ima neko normalno obravnavo, pa nekaj napotke, te se ne da tako vrno hitro v zapor. Če ga poni negativno, samo nič mu dati, pa samo mu vsak dan mu gledajo, kaj mu bo slabega naredili, bo on tudi šel z neko jezo ven, pa bo opet nekaj naštimo. To se oni ne zavedajo. Ne? No pa imamo, da tam sodnikov, ne vem, bajte kurijo, pa bombe mečejo, pa to. Ne? Ker eni ljudi ne pozabijo, če ga ne še maltretira tu. Ne? Eni pa pozabijo, eni pa ne. Razumeš? Ti moraš človeka pozitivno motivirati, ko gre ven, ne pa samo negativno. Ne? To je to. Jaz nobenemu nič nočem slabega. Ne? Oni niso tako slabi, ampak lahko bi bili malo boljši, ne? Pa bi vsi bili zadovoljni. Ne? Mi vemo, da smo zaprti, samo vseeno ni treba, da je tako. Da za vsako stvar pa, ne vem, tu je odprti oddelek, pa ti pride vsake 2-3 ure noter svetiti, ki si, pa ne smeš biti pokrit, pa tako. Pa ješ recimo sendviče, pa ti tam reče, ne smeš jesti, pa mislim, kako se počutiš, še pesma rad mir, ne, da je, ne. Mislim, malo je to res ono kruto, ne. Da niti jesti ne smeš premiru, nigi. Redu? Ja. Rečemo še na eno stvar, trenutno imamo 133% prezasedenost v zaporu v Sloveniji. Ja. Kako se kaj doživljali to? Različni ste vidi kakšne? Ja, zdaj pa je tako, tu tak pogoj ne delijo, kako je kdo komu všeč tudi pa nekak, ne. Vsakega oni ne podpirajo, plus tega, če bi država malo pač pa ministrstvo to gledali, ne, to te tujce tako dolgo držijo to, da samo pač hrano rabijo, pa ne vem, kaj se izmišljujejo, naj bi jih itak prej spuščali, ne, ker tako od njih ni nobene koristi, delati nočejo, sam probleme delajo državi, ne. Pa čim več bojo totih tujcev noter, ne, namnožili tote Al-Kaide, pa tote razne Allahu Ekberce, ne, to se bo namnožilo tako, ko podgane, pa bojo probleme delali, ne, pa bojo tiste bombe metali, pa se tako po Nemčiji delajo, ne. Ni se tako, toti tujci se, niso vsi tako bogi, tako se delajo, ne.